klasifikacij? Nič. Torej, danes samo nacionalni reformni program, program stabilnosti, torej tu so pokojnine, kakšen je zaključek, kaj je tisto, kar bo pisalo? V DeSUS smo zelo zadovoljni. Koliko težko zadovoljstvo? Ja, to pomeni, da bo usklajevanje pokojnin za leto 2014, pa regres tako, kot je bil v letošnjem letu in s tem smo zadovoljni. Kaj pa klasifikacija? Nismo obravnavali. Zakaj pa ne, ker ste rekli, da tudi pričakujete? Ni bilo časa, ker smo morali nacionalni reformni program in pa program stabilnosti. Boste jutri na vladi? Ne verjamem, najprej je treba v koaliciji se pogovarjati. Vas je premier seznanil samo z eno kandidatko za ministrico? Ja, to pa bo. Prosim? Vas je premier seznanil z kandidatko za ministrico ali celo z dvema? Samo s kandidatko za ministrico za obrambo, v DeSUS-u jo bomo podprli. Pa so bile kakšne takšne točke, ne samo kar se tiče pokojnin in recimo socialnih transferjev javnih uslužbencev, so že kakšne številke na mizi? Ste imeli na mizi kakšne številke, kakšne ukrepe, ki bi nakazovali, kako se bodo te stvari rešili? Državna sekretarka je predstavila številke in številke se bodo sezidle in to je najbolj pomembno. Tudi za javne uslužbence, tudi za socialne transfere? Jaz sem povedal, kar se tiče stranke DeSUS, glede tega pa boste jutri vprašali ministra za javno upravo. Ampak vseeno, kateri varčevalni ukrepi se bodo podaljšali, kot so nekateri vladni predstavniki že napovedovali? To bo pa jutri predsednik vlade povedal. Gospod Židan, boste vi Moram reči, da sem vesel podpore gospoda Karla Erjavca, naše kandidatki za ministrico, tako da sedaj oba predsednika strank jo podpirata. Mi seveda čakamo še na predlog predsednika vlade, kar se tiče šolske ministrice ali ministra. Nam je bilo povedano, da to bo do konca tega tedna, tako da bo predvideno predsednik naslednji teden obe kandidaturi vložil v državni zbor in potem čez 2 tedna bo do hearingi in potem sklic verjetno izredne seje državnega zbora. Kar se pa tiče, sprejeli smo danes še pomemben sklep, in to je, da koalicija podpira predlog opozicije o ustanovitvi komisije, ki bo nadzirala, kaj se je dogajalo v bančnem sistemu. To je tudi ena od predvolilnih obljub in bo koalicija podprla ta predlog opozicije o ustanovitvi komisije. Pomembno je tudi tole, da kar se tiče nacionalnega programa stabilnosti, smo se približali temu, da vsi razumemo, da je treba konsolidirati istočasno finance in tudi že varovati ljudi. Sam danes še ne želim govoriti o številkah, ker jutri se mora o tem seznaniti ministrski zbor, potem pa predvidevam, da tudi predsednik vlade vstopil v kamere in razložil, kje je kompromis. Pa so številke že, ker zdaj se že par dni pogovarjamo o tem, samo nekih ciljih in tako. Danes smo se pogovarjali že o številkah, kakor tudi že nekaj dni. Številke se morajo iziti in danes smo zelo blizu kompromisa, morajo pa se seveda jutri seznaniti ministrice in ministri. In ko bo ministerski zbor to potrdil, predvidevam, da bo predsednik vlade oziroma finančni minister oziroma državna sekretarka dogovor predstavljati. Koliko pa so težke vaše želje? Te potroški dodatki, aktivna politika zaposlovanja, najšibkejši, koliko je to, v kolikih milijonih? Moram reči, da sem vesel, da se je tu na tem področju prišlo do posluha v koaliciji. O številkah pa danes ne želim govoriti, ker prvo morajo biti predstavljene koalicije. Pa imate vi preračune za to, kar si vi želite? Mogoče se je vaša stran? Mi se pogovarjamo o ukrepih za številkah, se kakršnokoli drugačno pogovarjamo, da bi bilo neodgovorno. Namreč proračun se povsem mora izvesti. Ste rekli blizu kompromisa, niste pa še čisto usklajeni? Ja, zato ker v bistvu to je pogled, ki ga danes koalicija usklevala, v neki meri uskladila, vendar to dobijo ministrice in ministri in ministri se morajo pogovoriti. Ste torej tako zadovoljni kot gospod Erjavec s tem osnutkom? Ja, moram reči, da ta osnutek gre v to smer, ki smo mi ves čas predlagali, torej da se sledi dualize ciljev, torej da se sledi konsolidaciji javnih financ, pa tudi iskati neke dodatne pluse za ljudi in v tem trenutku program gre v to smer. Kaj pa ste bili? Ni pa danes nobene razprave. Kdaj pa bo to? Kdaj načrtujete? Sedaj poznate, da seja vlade bo jutri, to zato, ker je sklican svet v četrtek v Bruslju in potem pa se pogovarjamo o ostalih stvareh. Gospod Erjavec je povedal, da se bodo uskladile pokojnine. Kaj je še dogovorjeno, da se usledi naslednje leto? Tudi socialni transferi, plače v javnem sektorju? Vi me sedaj seveda sprašujete o konkretnih ukrepih in konkretnih številkah, vendar morate razumeti, da smo mi dolžni, da to prvo predstavimo na ministrskem zboru, potem pa mora celoviti seznam ukrepov
predstavljati predsednik vlade in finance. Bi bilo prav, da jaz dam naprej to predstavljam. Ja, lep dan želim. Gospod Židan, kdo pa nadomesti gospod Katič v parlamentu, a to že veste? Ja. Ker... Gospa Katičeva je postala ministrica, do takrat je pa podpredsednica državnega zbora. Glejte, Socialni demokrati imamo mesto podpredsednika ali podpredsednice, Socialni demokrati imamo 6 poslank in poslancev, zato tega lahko samo izbiramo. Kdo bo pa lahko vodil komisijo banka? Kdo bi lahko to vodil, ste se to kaj pogovarjali? Tega dogovora ni, pomemben dogovor je, da koalicija ustanovitev komisije podpira. Lep dan, naslednje.